Dobrodošla in dobrodošel. Medvedek Lalabu te pozdravlja. In to so njegova vrata modrosti. Sprosti se, udobno se namesti in pusti svoji domišljiji, da te odpelje v pravljični svet. Nežno zapri oči in globoko vdihni. Z izdihom čutiš, kako se tvoje telo sprošča, da se prepuščaš božajočemu glasu in umirjeni glasbi. Pripravljen si vstopiti v svet čarovnije in se naučiti nekaj novega o sebi. Popolnoma sproščeno. Za zaprtimi vekami se ti narišajo vrata. Lepa so, polna barv, ki jih imaš najraje. Izza vrat pa prihaja vabljiva svetloba. Zaslišiš smeh? Topel in prijazen. Nekdo se na drugi strani smehlja. Primeš za kljuko in jih odpreš. Presenečeno pogledaš, ko na drugi strani zagledaš medvedka. Majhnega, puhastega, odetega v paleto barv in z drobno rumeno kronico, ki jo ima postavljeno nekoliko na stran. Sem medvedek Lalabu, ponosno pove medvedek in doda: komaj sem čakal, da prideš. Nato nežno nadaljuje: želim ti nekaj pokazati. Zame si namreč najbolj pomembna oseba na tem svetu. Podati svojo nežno medvedjo šapico in te povabi po hodniku, polnem živih barv in zlate svetlobe. To si ti reče, tako čudovita in barvita, vseh lepih barv mavrice. Želi ti pokazati, kako zelo pomembno mesto imaš v sebi in v življenju vseh, ki te imajo radi. Za temi vrati pokaže s prstkom na vrata rdeče barve. Tam se skriva tvoje srce. Skupaj z Lalabujem vstopita. Sobo napolni občutek prijaznosti, vonj po medenjakih in prelivajoča se rožnata svetloba, ki te celega prevzame. Kako se počutiš v tej sobi? Vpraša Lalabu. Ti pa v sebi začutiš prijeten občutek. Začutiš hvaležnost, slišiš vse lepe besede, ki si jih kdaj izrekla ali izrekel svojim prijateljem, družini. Vidiš, kako si kdaj pomagala babici, potolažila prijatelja. Resnično občutiš, kako lepo je biti del tvojega srca.
Lalabu se nasmehne. Ja, čudovit otrok si in res imaš zlato srce. To je soba tvojega srca in zaslužiš si vso ljubezen tega sveta. Naslednja vrata so vrata modre barve, takšne lepe, kot je nebo na umito spomladansko jutro. Lalabu te zopet prime za roko in skupaj vstopita. Ta soba je polna sladkorne pene. V njej je vonj modrega neba. Ta modrina je prijetna in prinaša mir. Lalabu te zopet vpraša po tvojih občutkih. V sebi začutiš izjemen ponos. Slišiš vse svoje prijazne misli. Slišiš svoje ideje, svoje sanje. Slišiš svoje skrite želje. Ob njih začutiš mravljince po rokah in veš, da je to nekaj, kar želiš čutiti večkrat. Vidiš Lalabuja, kako se ti smehlja? To je soba tvojih misli in tvojega kreativnega sveta. Ti si tista oseba, ki jo upravljaš. Kadar so tvoje misli vedre in upaš slediti svojim idejam in sanjam, takrat boš vedno vedela in vedel, katere poti izbrati. Tako bister je ta Lalabu, a ne? Pokažejo se ti nova vrata. Vrata rumene barve žarijo, kot bi jih močno obsijalo sonce. Tudi tokrat z Lalabujem vstopita. Soba je obsijana soncem in zlato-rumena barva se razlega po vseh predmetih v njej. Vonj v tej sobi je kot tisti po sveže pečenih piškotih. No, kako se počutiš v tej sobi? Je zopet radoveden Lalabu. Ti pa vdihneš ta sladki vonj in tvoje telo napolni toplina. Spomniš se, kako te k sebi stisne mama, kako z babico skupaj ustvarjata, kako z očkom preganjata zmaje in koliko čudovitih zgodb zna povedati dedek. Počutiš se varno in ljubljeno. Lalabu doda: veš, to je soba ljudi, ki te imajo radi. Sem se lahko vrneš vedno, ko se ti zdi, da te svet ne razume, in vedno te bodo napolnili občutki topline, ljubezni in prijaznosti. Tukaj bo vedno občutek varnosti in vedno je ob tebi nekdo, ki te ima rad. Pokažejo se ti zdaj zelena vrata. Prinašajo radost in jasnino, kot travna rosa na poletno jutro. Ko vstopita, se ti celo telo naježi v občutku zmagoslavja. Ali kaj praznujeva? Na glas vpraša Lalabu, ki te veselo opazuje.
Ja, praznujeva tebe. V tej sobi so doma vsi tvoji dosežki, vsi uspehi, vse majhne in velike zmage. V tej sobi je doma ponos, občutek, ko si zadovoljen in zadovoljna sama seboj, in občutek, da tvoj talent ni neopažen. Ponosen sem na te, veš, reče Lalabu in s tačko pokaže na dolg zelen zid. Ko gledaš na ta zeleni zid, opaziš, da je poln priznanj in nagrad. Tvoje so, pravi Lalabu. In prav vsak dosežek želim, da čutiš to, kar čutim jaz, že ves čas. Kar poglej, kako poseben otrok si. Zadnja vrata so rožnate barve, mehke in puhaste kot oblački. Ko z Lalabujem vstopita, se vate nasili radost, sproščenost in veselje. Vse okoli tebe diši kot bomboni, tisti najboljši, takšni, ki si jih kdaj že delila in delil s svojimi prijatelji. Občutek je tako dober, da se nehote pričneš smehljati. Lepo je. Zakaj se pa smehljaš? Je navdušen Lalabu. Ti pa se spomniš dogodivščin s svojimi prijatelji. Spomniš se smeha, zabave. Spomniš se vseh iger in pogovorov. Spomniš se veselja, da lahko deliš svoje življenje s prijatelji. To je soba prijateljstva, pravi Lalabu. Pokaže ti, da ne rabiš biti sam ali sama in da življenje je zabavno, da ga znaš deliti z drugimi. Kadarkoli vstopiš v to sobo, bo na tvojih licih vedno zasijal nasmeh. Lalabu te prime za roko in te pospremi do izhoda, pravljičnih vrat, skozi katera sta vstopila v ta zanimiv notranji svet. Pomežikne ti in se ti nasmehne, kajti ti veš, da si danes pridobil novega prijatelja, tistega, ki prihaja iz tvojih globin. Je puhast in mehak in vedno te je pripravljen spomniti na to, kako poseben otrok si. Ti ga pogledaš, on pa se ti še bolj nasmehne in reče: veš, da jaz sem zate vedno tu, tvoj medvedek Lalabu. Ko se končno poslovita, tvoje telo preplavi sreča, kajti ti veš, da si prav posebna oseba, kako zelo ljubljena,
In tokrat veš, da tega več ne boš pozabil in pozabila. Saj zavedno imaš svojega lalabuja, ki te bo vedno pospremil v pravo sobo, če kdaj za trenutek pozabiš, kako čudovita oseba si. Na tvojem obrazu se zariše nasmeh, ko počasi plavaš iz pravljičnega sveta. Zdaj nekajkrat globoko vdihni in izdihni. Toplo ti je. Tvoje telo objame mir. Pa lahko noč.